Prehodil sem pol mesta. Kot sem že prej povedal, da so rekli, da nimajo nič prej. Cel dan, cel popoldne, lahko pridem jutra popoldne, ker je že grem za eno osebo v celom dnevu, nima pakim prej ene mize za 10 minut, da pojem. Ja. To je bila najboljša pica v mojem življenju, splačala se prehodila, pa tudi če bi mogel še enkrat cel Madrid prehoditi, da bi jo jedel. To je bolano in testo, in paradižnikova mesko gor, in sestavine same, sir, vse noro, mehko, kuhasto, okusno, tako malo vlečljivo, oh my god, res, prav, še hodil sem še eno naročiti, pa sem rekel, da bom tiramisu probil, orgazmično dober tiramisu, pač pravico delajo sami, kremo, vse, res predlagam. No, če boste v Madridu, obvezno iti v to pizzerijo, Fratelli Figurato, pač najdete jo, pogooglite jo, se splačajte noter, res. Njami, kako se je dobro, tako šetkat, ker je vse prazno in pa pridejo kakšni tujci, pa so tako a bi mi mogli spati, tako ja, da moramo iti spati, ker pač vsi spijo Španci, tako da gremo spati. Ampak res je dobro, ker je tako prazno, lepo, vse je ful. Jaz se pa kar sprehajam, vnel se mi je desen kolen, ja, novo vnetje imamo, to je to, meniskus me spet hitro, tako da bom jaz po mojem še tudi eno kavico, zdaj po mojem še spijem eno bačka, tem, kar sem ga videl, pa po mojem malo počivati. Došli v Primarku. Tole pa je, gleda se pa zgobičilo okolo, ker cel štuk sam za moško, veš kaj je to, Evo, dobro jutro še v zadnjem dnevu Madrida, sedim pred muzejem Prado in pijem kavico. Danes ob 2 imamo pot naprej proti Burgosu. Zdaj, Impressions of Madrid, pač nightlife je itak noro. Sam je narejeno mesto res tako za 2 plus osebi, ker pač je res toliko enih stvari zavijati, je pa ful fajn se malo podružiti. Tako da včeraj sem se podružil z eno Slovenko, tako da je bilo res luštno, spila pivo, malo se pogovorila, malo mi je ona razložila, kako je življenje tukaj v Madridu, jaz malo kako je nazaj v Sloveniji, ampak pač to, lušten večer, pa malo sprehod. Itak eno hrano nekje najdete v Burger Kingu sladoled, ker je vse ostalo bilo ob 2, tako dokaj zaprto. In ja, ne vem, moram reči, da sem bil prvič bolj impresioniran nad Madridom, po mojem zaradi tega, ker je bila družba pa vse. Kar se tiče tako mesto mi je ful všeč, vibe ljudi, vse mi je ful všeč, ampak ni pa isto, kot je bilo takrat, če imaš pač neko družbo. Tako da, ko greste v Madrid, pridite z družbo, ali pa če ste ful ekstravert, da si najdete tako lahko družbo, vam pač ne bo težave. Tako da ja, BlaBlaCar ob 2, upam, da ga imam, proti Burgosu, pa sej se še kaj javno, je pa res tole izkušnja pred Pradom pit. Don Diego Velázquez de Silva je direktno tukaj pred mano, tako da imam družbo za kavico. Še za zaključek Madrida se lepo sprehodam malo tako po ulicah in za zaključek sem jedel res bolan zajtrk v eni kavarnici tem pri Pradu. Za 8,5 € tostada s paradižnikom, tostada zraven s peanut butterom, banano in pa orehi, kavica, pač aštetska, res. Pogrešal bom te zajtrke, ker enkrat pridem domov, bom malo drugače začel jesti. Zdaj, kaj imam itek še milijon cajt, da sem rekel, da grem malo pogledati. Tale Atocha Antigua se pravi, Atocha je ta train station tukaj v Madridu in pač tole za mano, oziroma kaj vidite na klipih, to je v bistvu stari del vlak postaje za vlak, železniške postaje v Madridu, pač noro. To je kot da prišel en živalski vrtek, pa lepo šopi zdravo, pa take stvari. Cool. Prihod v Burgos in BlaBlaCar izkušnja. Ful prijeten šofer, kadil sem noter sicer v avtu, ampak dobro, meni tako tako, ker je bila šipa odprta. V Burgosu smo 1 uro pa 15 prej, zaradi tega, ker smo šli 160, 170 po avtocesti. Tako da ja, lepo mesto, čisto drugačno kot Madrid, pač to je pa mehen bolj severno, tako. Zdaj do Airbnb-a, pa gasa, malo po mestu. Valjda bo treba prva stvar nekaj pojesti, tole empanado s tuno. Moram reči, da jih pol ne razumem, ker malo že zavijajo po švedsko, ja. Po severno-špansko.
Lastnica hostla oziroma Airbnb-a je tudi smešna, zmedena, stara, z masko full hot, pač tako sploh po mojem nima ona tega čez, ampak še njena hčerka pa je zdaj ni. No tole vse skupaj je pa majhen drugač, no kar precej drugač, kot sam jug Španije. Vse je ful bolj umirjeno, ljudje so ful bolj umirjeni, pač sprehajajo se, opazujejo stvari, slikajo stvari, ogledujejo se stvari. Tukaj za mano je katedrala, glavna katedrala v Burgosu. Kaj več bom pač povedal jutri, pa tako, ko bomo delali prav tour varianto, ampak ja, res je tako prijetno, ne vem, tako spiritual je vse. Lepo sem pričakal sončni zahod s Tinto de Verano in pa Patatas Bravas in dočakal sem, da sem lahko oblekel jopca gor, ker je ratalo rahlo hladno. Tako da zdaj pa malo šetkam po mestu, pa bom še pa počasno skremo spat, zaradi tega, ker sem zelo utrujen in ker je hladno, bom lahko dobro spal. Je pa čist drug vibe zdaj v mestu, pač tako ful je bolj živo, ful se bolj dogaja, pač dejansko se res tako mestno dogaja. Še vse manj kot v Madridu, naprimer, ampak je veliko več. Tako da v bistvu preden grem spat, grem še na šmuj, na tak sladoled točen iz dodatki, pa tako ful dober, noro dober. Sem ga jedel skozi v Mursiji, ker sem bil še v gimnaziji na izmenjavi. Tako da ja, pogrem pa res spat. Tako da se vidimo jutri se 3. Evo nas v jutru. Ja, noč je bila tako, sem mislil, da bom ful dobro spal, ampak sem res slabo spal, ker je res neudobna posla, neudobna posteljnina, vse je tako, vse je ful pokal, vse je ful ropotal skozi pač. Tako da spet nisem skoraj nič spal, ampak ja, jutri na kavici sem že spil, zdaj se sprehajam po mestu, grem najdet vodo, ker tudi voda je bila tako v fletu. Tako da najdem neko vodo zdaj klele, se že vem, kam bo šel vodnjaček si nafilat flaško. Pa zajtrk pojest, pa raziskovati malo oziroma hoditi malo po znamenitostih. Upam, da mi bo pustil, da kufer pustim tamle, oziroma kuferuzak, zaradi tega, ker drugače bom mogel tistih 15 kg skozi za sabo nositi, kar pa ne bo fajn. Je pa spet tako malo bolj peacefully, ampak vse ful pucajo, pa tako da je glasno, ampak po eni strani pa zelo mirno. Lepo pojedo to stado. Pa se je pa moje upanje zelo hitro razblinilo, to upanje, da bom ruzak lahko pustil v fletu, ker ga ne bom mogel pustiti, zaradi tega, ker je pol za njih to preveč komplicirano. Ja, tako da moram iti zdaj po ruzak. Kar imam šele ob 6. zvečer, tako da dejansko bom 10 ur s 15-kilskim ruzakom okoli hodil pa raziskoval, pa kle je grad na hribu, pa 2 km stran je en samostan, pa tako da, fun. Castillo de Burgos. Ni bih rekel veliko stalo od tega gradu, ker ne so sam ruševine še. Vem, da je bil v bistvu požar, smodnišnica je bila tukaj noter včasih, pa v bistvu rezidenca, kraljeva rezidenca je bila kle. Požar je bil v smodnišnici 1739, potem Napoleonove sile so tudi zavzele ta grad enkrat, kot v bistvu potem, ko so odšle Napoleonove sile Francozi stran, so zbombardirali ta grad in pa ga niso prenavljali nazaj. Tako da zdaj pač dejansko je vse v ruševinah. Je pa ful lep razgled iz tega gor, pa piha tudi ful. Spet sprehod, zdaj grem do samostana Monasterija de Huelga, mislim, da se imenuje. Je pa v bistvu ful enih vrat tle, zdaj, ker to je bilo včasih vse obzidje okoli in je 12 vrat, pač takih ogromnih portalov, narejenih za čez obzidje, ogromno enih spomenikov, ful je enih kipov, v bistvu tako, kipov, takih bakrenih oziroma kovinskih skulptur, kar je ful zanimivo. Drugače pa katedrala, noro lepa katedrala, ogromna katedrala, ena izmed glavnih katedral na tej romarski poti proti Santiago de Compostela, drugače pa gotskega stila, z dodatki renesance in pa baroka. Ful je iz enih različnih delov sestavljena, mislim tako, imaš zvonike, imaš 3 različne vhode, se mi zdi, nad vsakim vhodom je ogromen portal in vsak portal ima gor galerijo s skulpturami, s kipi. Tako res v bistvu ful zanimiva zadeva, je pa tako, ta gotika se pa res opas v teh ornamentih in špičastih zadevah in res huda katedrala, no. Imaš pa tudi ogromno takih sprehajalnih prog, tole naprimer je Paseo de la Isla, ogromna promenada, pač, ki gre res čisto do tega samostana, kamor jaz grem, oziroma pa se malo tako odmakneš na stran, pa greš proti temu samostanu. Ampak res je, pač mesto je tako
zelo prijetno mesto se mi zdi za živeti. Tako je tudi ogromno starih ljudi tukaj, kar predvidevam, da se umaknejo pač pol upokojenci španski, pa tudi tako international v Burgos oziroma bolj v severne kraje, ker ni tako vroče, ker je bolj prijazna klima, ker je več zelenja, več takih parkov. Tako, no. Pač veš, tako se sprehajaš in kar slab sred parka, tako pa kipi zraven, pa kar da ni nič. Pač ja, klasika, wow, normalno. Imaš pa posod tako v Burgosu v bistvu označbe za Camino de Santiago, za vse romarje, da vejo, po kateri poti morajo iti, naprimer naprej, iz kje, kam vodi pot. Tole je označen s tablami, ali pa je označen, da so take v bistvu kovinske 2D skulpture postavljene in pač pušice zraven, kam mora iti. Kada bi podaljšal jaz za 3 tedne, pa grem peški, kada so Santiago. Je tako prehodan toliko vsak dan, kot da... A veš, ker to, da jem skozi, pa tata sprava še ni dosti, da jem ta ocvrt krompirček skozi, sem mogel danes še kalamare z bravas jesti. So pa kalamari ocvrti iz to omakco, ampak v tej restauraciji, ki sem bil jaz, zdaj prav znana je po teh kalamarih, pa to pa po školjkah. In je mešanca te alioli omakce, ki je česnava, in pa te bravas omakce, ki je paprikina, malo pekoča. Res dober sam, pač, pa zraven še kruha, veš, tako da imaš kombinacijo kruha, kalamarov, cvrtega, omakce, ki so itak mastne. Nekdo bo bajspersil iz Španije domov. Zdaj se pa pač sam malo sprehajam, kleke čakam, da kar sporoči, kdaj bomo prišli. Pa je, da bomo 1 urca prej, to, kar je bilo mišljeno, tako da, ampak se imam še v bistvu neki ta del čez reko mesta imam še za videti, tako da grem malo kle raziskati kao. Pa sem pa tam videl neko salato z buratino, pa mogoče bom tisto pa šel pojesti še, ne vem, to je unke, je še zdolg časa, veš. Pole pa dejansko čez druga, greš čez reko, imaš pa blokovska naselja, imaš trgovine, imaš pač v bistvu podjetje, industrijski del, pa je res, da je tudi zraven muzej oziroma ja, muzej človeškega razvoja. Se pravi zgodovine od človeka, kako se je razvijal in vse. En tak ful hud spomenik za romarje vse, ki so se ubrali za svojo pot Jakobovo pot. Zdaj se pa pač sprehajam jaz do tega placa, ki me bo ta gospodična pobrala. Pa bom se nekam en parkrat svrgal po mojem mestu, bom čakal, pa malo izležaval, pa urejal blokce. Tako da ja, to. Je rekel Pijep, če mi je kul, če me kle pusti, se rekel, da mi je kul, mislim, se ne vem, kje sem sploh, a ne. Ampak jaz sem v Logronju, ampak na drugi strani Logronja, tako da imam pakim pol ure peš zahoditi do centra, do fleta. Tako da ja, peški gremo kje. Pač to mesto je odbito dobro, odbito noro, odbito huda, res hud, lepo, čisto, folka, ful. Dober vibe. Ključe sem dobil, tako da zdaj peški proti fletu, še 10 minut, ne več se moram. Pa grem malo ven pogledat, po moje danes bo nas na easy, malo trgovino nabavo, ki zdaj lahko kuham, ker imam svojo kuhno pa vse, tako da top, zakon, Calle Laurel, najbolj znamenita španska ulica, oziroma najbolj znamenita ulica v Logronju. Tapasi pri tapasu, zraven tapasa, ob tapasu, sama hrana posod, pač noro. Dobro jutro in lep pozdrav. Evo, danes se vam pa javljam iz fleta, kjer lahko na glas govorim, ker nobenega sostanovalca ne bo tam, ker nobenega ni. Kavico, ki sem si jo sam skuhal, sicer je una instant, če bila Jakobs varianta, bilo v redu, ampak je ala supermercado dia varianta, ki ni glih neki perfektna, ampak bo za silo. Plan za danes, da vam razkažem samo, kako izgleda flat, pač res je bolan flat, res je lepo. Pač flat ima, ne vem, 4 sobe, pač za spat 4 sobe, ena je sicer zaklenjena, tako da ne moram noter, pa mislim, so ključi tam sam, pač se ne rabim nič. Tako da mi je rekla, da izberi si sam, kjer soba boš, pa je to. 2 kopalnici sta, 2 tuša, 2 WC-ja, kuhna, pol, klele, kakšna mala jedilnica, to je pa v bistvu to, no, 2 balkončka sta, zunaj za sušiti perilo, pač res je
ful enih stvari. Tako da plan, raziskovanje mesta danes, do ene 2, pol 3, pol pa na avtobus do La Guardie, pa tam raziskovanje La Guardie in pol pride ta kolegica Neža in greva malo pogledati vinske kleti in itd. Pa bomo pa videli, kam nas pot naprej zanese.